Nahajamo se v mesecu decembru, leto se zelo hitro izteka in tako smo se oglasili tudi pri županu občine Gorje, Petru Torkarju, s katerim sva pregledala začete projekte, tiste, ki bodo še potekali in se sprehodila skozi čas leta 2022. Lep pozdrav županu občine Gorje, Petru Torkarju. En lep dober dan vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije. Kakšno je bilo letošnje leto za občino Gorje? Kako bi ga ocenili? Polno investicij, gradnje? Letošnje leto smo v občini Gorje začeli športno. Torej vse aktivnosti so bile usmerjene najprej na olimpijske igre v Pekingu, namreč tja smo poslali kar 4 gorjanske športnike, Evo Vrevc, Anjo Mandelc, Miha Dovžan in pa Miha Ličev. Tako da vsi 4 so predstavljali 10% slovenskih športnikov, ki so tekmovali na olimpijskih igrah, zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. In iz tega športnega vzdušja smo tako nadaljevali tudi na investicijah. Imeli smo ogromno investicij v občini Gorje, tako na državnih cestah, objektih državnega pomena, kot je most čez reko Radovno v Krnici, kot vrsto cest, občinskih cest, ki smo jih rekonstruirali in pred rekonstrukcijo ceste tudi uredili kompletno infrastrukturo od vodovodnega omrežja, Telekom, Telemach, torej povezave telekomunikacijske, vodovoda, meteorne vode smo uredili in pa uredili smo tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Tako smo zaključili projekt v Podhumu, torej aglomeracija Podhum, ki se je urejala s kohezijskimi sredstvi, torej evropskimi sredstvi. Vzporedno s tem je tekla tudi rekonstrukcija državne ceste Spodnje Gorje Fortuna, ki je, bomo rekel, v skupni vrednosti stala nekaj več kot 2 milijona evrov. Ravno kar se zaključuje tudi sama asfaltaža te ceste. Veliko smo delali v območju Triglavskega narodnega parka, namreč pokoristili smo popolnoma vsa sredstva iz 10. in 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, kar je pomenilo nekaj čez 600 tisoč evrov. Investicije so bile vložene v vasi Zgornje Laze, Spodnje Laze in pa Prniki. Zelo veseli smo bili tudi pridobitve pri osnovni šoli, to je parkirišče s 33 parkirnimi mesti in pa obnovili športno igrišče pri osnovni šoli, torej igrišče za košarko, mali nogomet in pa ostale, bom rekel, športne aktivnosti se na tem igrišču tudi lahko odvijajo. In mladi so se zelo razveselili tudi pump trajka v Spodnjih Gorjah, na katerega so komaj čakali po pripovedovanju mladih. Tudi za šport in rekreacijo smo poskrbeli v letošnjem letu še posebej. Pump track poligon je bila pobuda otrok 5. 6. razreda že 8 let nazaj. In pred 8 leti smo resnično začeli raziskovati, kaj pravzaprav pump track oziroma poligon za kolesarje pomeni. Na prvih ogledih, ki smo jih ogledovali po tujini, se nam je sicer pump track oziroma kolesarski poligon zdel nekoliko nevaren, vendar smo po prebiranju vseh teh priporočil kolesarskih poligonov tudi ugotovili, da v tistih lokalnih skupnostih na zahodu je precej manj nesreč s kolesarji, torej kjer so vključeni kolesarji, saj se na pump tracku pridobiva koordinacija, ravnotežje in pa spretnost vseh voznikov koles, tako da sam poligon za kolesarje v Spodnjih Gorjah, kjer smo ga tudi zgradili, je priložnost, da se otroci učijo. Ko pa vidim, da so otroci že na poganjavčkih in pa skirojih, znajo poganjati po teh grbinah, sem posebej vesel, da so spretni in da to spretnost tudi utrjujejo na tem poligonu.
Seveda za ta poligon je bilo potrebno najprej odkupiti zemljišče, izdelati projektno dokumentacijo in pa svetnice in svetniki so tudi predlog za samo investicijo potrdili v letu 2022. No in to se je v letu 2022 zgodilo. Poleg tega pa smo bili uspešni tudi na pridobitvi evropskih sredstev za gradnjo vadbenih kozolcev, kot je ta za nami. No, te vadbenih kozolcev imamo v Gorjah kar 3. Na teh vadbenih kozolcih na vseh so plezalne stene, razni drogovi in pa pripomočki za izvajanje športnih vaj. Tako da to so vadbeni kozolci, ki so postavljeni ob varnih pešpoteh v občini Gorje in v želji, da pravzaprav Gorjanci veliko športamo, ker želimo, da je zdrav duh v našem telesu in da se tudi na nek način v teh vadbenih kozolcih ljudje srečujemo. Decembrski čas je pa še posebej primeren, da obiščemo te vadbene kozolce, da hodimo po varnih pešpoteh in si zaželimo srečno novo leto. No in te vadbene kozolce boste poimenovali oziroma ste jih že po vaših olimpijcih? No, vsak način bodo naši olimpijci napisani z veliko črko ob vseh vadbenih kozolcih. Namreč ob vseh vadbenih kozolcih želimo postaviti tudi informativno tablo, da bomo opisali, koliko uspehov so že naši športniki, predvsem na teku, na smučeh in pa biatlonu dosegli v zgodovini. Tako da zaenkrat bo to informacijska tabla pri vsakem kozolcu, kjer bo opis gorjanskega laufa, torej teka na smučeh in pa biatlona. V prihodnosti pa si želimo postaviti tudi več naprav zunanjega fitnesa, kjer pa bo vsaka naprava imela ime po našem olimpijcu. No, nahajava se za Gorjanskim domom, ki ga počasi nekako načenja zob časa in prav v letošnjem letu ste naredili idejno zasnovo za postavitev športno-kulturnega izobraževalnega centra na tem mestu. Točno tako, v letošnjem letu in pa 2 leti predtem smo koncentrirali vse želje, potrebe vseh gorjanskih društev, tako da imamo nabor vseh potreb gorjanskih društev. Nenazadnje smo tudi v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom prešli, kaj pravzaprav Triglavski narodni park potrebuje tudi za vstopno točko v Triglavski narodni park. Namreč smo zadnja občina, zadnja vas pod Triglavom in pa zadnja vas pred začetkom Triglavskega narodnega parka in tega si tudi želimo, da bo ta gorjanski dom gostoval vse, ki prihajajo v naš Triglavski narodni park, v naše območje Triglavskega narodnega parka in da se bodo vsi obiskovalci naše občine Triglavskega narodnega parka seznanili z vsemi lepotami Triglavskega narodnega parka in naše občine, posebnostmi, tudi kulinarika bo tukaj na voljo in nenazadnje bo predstavljen tudi naš šport, tek na smučeh in biatlon in pa opisana vsa zgodovina. V tej stavbi si želimo tudi stalno razstavo kot muzej fosilov iz območja Triglavskega narodnega parka in pa občine Gorje in pa nenazadnje vsa društva bodo znala prikazovati svoje aktivnosti, svoje delovanje in nenazadnje bo tudi prostor imela tudi humanitarna društva, to so zelo aktivno humanitarno društvo Rdeči križ in pa Karitas, ki bosta tudi, gostovala v tem objektu. V tem objektu si želimo, da bo objekt imel polno življenja, da bodo domačini sprejeli ta dom za svoj dom. To je prioritetno razmišljanje vseh nas na občini in pa želja tudi Triglavskega narodnega parka je, da se čim več občank in občanov vključi v zaščito narave. Tudi občina je usmerjena k temu, nenazadnje imamo tudi zelo velike vodne vire, ki napajajo občino Radovljica, Bled, občasno tudi Žirovnico in Jesenice in pa občino Gorje. To pomeni, da imamo samo iz enega vira več kot 560 sekundnih litrov, kar pomeni, da bi lahko pravzaprav napajali celotno Gorenjsko in imamo tudi vir, ki je najčistejši in najboljši in najbolj stalen vir Ovčje jame, torej Radona. In v letošnjem letu ste posadili pri župnišču vinsko trto, ki naj bi dobro obrodila.
No, zaenkrat še ni rodila sadove. Rodila je sadove tiste, ki so pravzaprav za človeštvo najpomembnejše, to je združevanje, zbliževanje, povezovanje in pa prijateljstvo. Imenovali smo jo Trta prijateljstva. Dobili smo jo iz mariborskega Lenta. Torej, ta trta je posajena pri župnišču. Ta prostor smo našli skupaj z župnikom Matejem Pavličem. No in resnično je mesto, kjer je sončna lega, kjer se je primerno in pa prijetno združevati in pa družiti. No in vsakič, ob vsakem prazniku, praznik zaključimo ob besedi prav pri Trti in v želji moji osebni in pa občine Gorje je, da to resnično postane prostor, kjer bomo rekli tisto prvo in pa zadnjo besedo in da se bomo vmes lahko lepo družili in pa lepo tudi pogovorili. Za Gorjanskim domom pa ste uredili tudi ledeno ploščad, drsališče za mlade. No, na vsak način je decembrski mesec, v katerem se združujemo, ko si voščimo novo leto, ko imamo nekaj več časa, da ga posvetimo svojim otrokom, družini in da na nek način lahko ostanemo na božični večer tudi doma. Zato smo se tudi s Turističnim društvom Gorje odločili, da postavimo to montažno drsališče pri Gorjanskem domu, ki je veliko 10x20 metrov. No, to igrišče lahko uporabljajo občanke in občani brezplačno. In če bo zapadel sneg, bo občina poskrbela še za tekaške proge tukaj na obvočnici in pa tekaško progo v Krnici v skupni dolžini nekaj čez 7 kilometrov. Res pa je, da se na, bom rekel, hitro bližajoč čas športa oziroma športne prireditve velikega formata, to je svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki. Vse priprave že potekajo tudi na prvenstvo biatlona na Pokljuki in kdaj se bo to vse skupaj začelo? No, vse priprave za svetovni pokal v biatlonu se začne 5. januarja do 9. januarja. Vse priprave so v, bom rekel, skokovitem teku, v hitrem tempu. Okrasuje se tudi območje občine Gorje, tako da takoj, ko vsak gledalec, tekmovalec prihaja skozi našo občino, da ugotovi, da se pelje proti športnem prizorišču svetovnega formata. Tako da želimo, da bodo 5. januarja že tiste prave zimske razmere in če bodo seveda te prave zimske razmere in da bo padal še v dolini sneg, bo občina Gorje pripravila še tekaške proge v dolini, nekje dobrih 7 kilometrov tekaških prog, tako da bodo športniki lahko že tukaj se ogrevali in pripravljali na višje ležeče terene, torej Pokljuko. In nenazadnje imamo tukaj več športnih društev, ki tečejo, ki se ukvarjajo z biatlonom in je to lahko tudi poligon za treninge, za priprave na tekme. No in se ima vaše športno društvo v Gorjah kar dolgoletno tradicijo, praznovali ste v lanskem letu 100 let. Točno tako, naše športno društvo ima tradicijo teka na smučeh in pa biatlona. Poleg tega ima več sekcij bolj rekreativnega značaja, vendar paradni šport je tek na smučeh in pa biatlon. In seveda vsi športniki, ne glede na to, ali so rekreativci ali pa profesionalni športniki, vsi stremimo in podpiramo tek na smučeh in biatlon. Zato verjamem, da bodo naše športnice in športniki dosegali velike rezultate, visoke rezultate na teh svetovnih pokalih, svetovnih prvenstvih. In nenazadnje imamo v letu 2026 velike cilje, tako da v letošnjem letu smo poslali v Peking, torej na zimske olimpijske igre 4 športnike, v Cortino, italijansko Cortino 2026 pa bomo pospremili 8 gorjanskih športnikov, torej tekačev, tekačic in pa biatloncev in biatlonk. Tako da Slovenija navijajmo za gorjanske tekače in tekačice, biatlonke in biatlonce in verjemite mi, bomo branili
barve slovenske države. S kakšnim namenom se pravzaprav odpravijo kolesarji na dolgo pot do Ankarana? No, kolesarji, športnice in športniki in ostali, ki podpirajo naš šport, se odpravijo z namenom zgori do Ankarana. To gre za nekaj manj kot 200 km dolgo pot. V letošnjem letu je bila najmlajša oseba 11 let, ki je prekolesarila to pot, najstarejša pa 76, tako da je, bom rekel, veliko priznanje, da smo to pot zmogli. Bilo je 86 udeležencev na tej akciji. Lahko pa rečem, da s to akcijo želimo Slovenkam in Slovencem predstaviti, da občina Gorje je na zemljevidu športa v Sloveniji in pa ne nazadnje tudi zbiramo s tem dejanjem denarna sredstva za nevrološke bolnike in pa otroke obolelim z rakom. Tako da v tej akciji, poleg ostalih akcij, ki jih z Neurotrust fundacijo skupaj organiziramo večkrat letno, zberemo kar lepa sredstva, no in v letošnjem letu se je na obali zgodila gugalnica, bom rekel, prirejena za guganje invalidov, torej z invalidskimi vozički. No, s to akcijo boste nadaljevali zagotovo tudi v letu 2023. No, to je čudovito pozitivna akcija in s to akcijo želimo nadaljevati v nedogled, torej ne samo 2023, vsako leto bomo v akcijo pridružili še kakšno drugo občino. V letošnjem letu se nam je pridružila občina Log-Dragomer, prejšnje leto se nam je pridružila občina Ankaran, no v tem letu 2023 pa je kar nekaj občin že izrazilo željo po pridružitvi in ko bomo vsi Slovenci in Slovenke združeni v tej akciji, bomo seveda vsi dihali z istimi pljuči in gremo na kolo za zdravo telo. V letošnjem letu so bile tudi lokalne volitve, volivci pa so vam namenili še 4-letni mandat v občini Gorje. Ste se razveselili tega ponovnega mandata, obenem pa je to spet velika obveznost za vas kot župana. No, v tej priložnosti se zahvaljujem vsem volivkam in volivcem za ponovno izvolitev in pa zaupanje mojega 16-letnega dela, torej 4 mandate je že za mano. Delamo že 5. mandat in seveda odgovornost je velika. Z delom nismo prekinili, kaj dosti ni bilo časa za veselje in praznovanje, ker projekti so živi, nekateri so ostali še neizvedeni iz preteklega leta, ker nas je zimski čas prehitel, tako da bomo takoj pomladi, ko bo možno pričeti z investicijo, tudi z investicijami nadaljevali. Lahko pa rečem, da bomo vse izzive, ki jih imamo, te pa niso majhni in pa tudi zelo obširni so, z velikim finančnim potenciali in bomo morali biti iznajdljivi kot v preteklosti s iskanjem evropskih sredstev, drugih donacij države in pa v želji, da nam to vse uspe, bom rekel, zaupanju do občank in občanov in pa ne nazadnje tudi pričakovanju, da bomo vse to tudi izvedli, kar smo ob samih volitvah tudi obljubili. In kakšen je vaš sestav občinskega sveta? Občinski svet je v bistvu sestavljen iz 11 svetnic in svetnikov. Vse svetnice in svetniki so neodvisni kandidati s podporo volivcev, tako da tukaj strankarskih načel ni. Glede na izvedbo prve seje, konstitutivne seje, lahko rečem, da je občinski svet zelo pozitiven in da bomo konstruktivno peljali zgodbo naprej. Lahko rečem, da smo bili v 16 letih prepoznani v slovenskem merilu kar med najbolj uspešne občine, čeprav smo po številu prebivalcev precej majhni, nekaj čez 2860 prebivalcev je. Vendar smo bili uspešni zato, ker smo bili fleksibilni, ker so bile občinske svetnice in svetniki konstruktivni, so pripadni občini Gorje in ne nazadnje predlogi župana v proračun občine Gorje je bilo vedno strinjanje, no in tukaj je precej odvisno od tega, da gre vsa naloga tekoče naprej ob podpori tudi vseh svetnic in svetnikov. Naj se vam ob koncu najinega
tega pogovora, zahvalim za sodelovanje v letu 2022. Želimo si takega sodelovanja tudi v letu 2023. Vsem gledalkam in gledalcem želim, da ko bodo delali bilanco za leto 2022, da se spomnijo na tiste lepe dogodke, lepe trenutke in verjamem, da bo tudi plan za naprej, leto 2024, uspešen in da bomo vsi radi ob zaključku leta 2023 se ozrli nazaj in pogledali, kaj se je vse lepega zgodilo. In želim vsem gledalkam in gledalcem vse lepo, veliko prijateljskih vezi, naj se stke v letu 2023 in pa imejmo se radi. Srečno!